bi eno vprašanje za sina. Malo pred 3 meseci je imel najprej epileptične napade. Zapečatimo z našo, tu je vzrok nevednost, ne? Z našo sodbo ali pa z našim odzivom za celo življenje. To je bolj nevarno od vsega, kar obstaja. Se pravi, mi na njega gledamo kot na nekega uboščka, kot na nekega invalida, kot na neko žrtev, kot na nekega bolnika in mu zbijamo vse, kar pomeni biti pokončen. Primer, da bo to razumljivo. Predstavljajte si, da se nekdo vozi z invalidskim vozičkom, pa pride do ene stopničke in se muči, da bi jo naprimer presegel, da bi se z vozičkom zapeljal čez. In pridete vi ali pa jaz, kdorkoli pride in reče, joj, bogi človek, daj, ti bom pomagal in ga porinete. Kako bo on pogledal s takim sovraštvom? S takim sovraštvom bo pogledal, ker vi njemu jemljete njegovo moč. On rabi moč, da premaga to oviro. Vi mu pa to odvzamete. In njegova reakcija je povsem normalna in spontana, naravna. Zdaj pa nadaljujva. Ja, vem, da sistem pritiska name in z razvojne in s temi, tako da v bistvu bolj mene spravljajo v živce, sin se ne sekira, on je tak karakter, da pač po domače povedano ne je žive sile, tako da ampak vseeno sem mislila, če bi imel mogoče kakšen nasvet, kako mu pomagati ali mu pač sprejeti situacijo in pustiti, da... Jaz bil na tvojem mestu ravnal tako, vekolikor je ta terapeut, ni važno ime, priimek, kdo je, to sploh ni važno, imel uspehe z otrokom, bi preventivno hodil na preglede k njemu, z njim bi ohranjal prijateljske odnose, tako da se vekolikor, ampak to naj bo ocena otroka in želja otroka, ne tvoja, ali pa nekega glupega centra za neko, razumeš, ne? Center bo pa na te pritiskal, vsekakor, zato ker otrok je državna lastnina. Ti si od države določena kot skrbnik. A kje piše mati? A razumeš? Tako da tu gre za eno pravno manipulacijo, špekulacijo s teboj in z otrokom. Tako da si ti lastnina države, otrok je lastnina države, center za socialno delo odloča o otroku pod izgovorom o njegovo najvišje dobro, ampak dela v njegovo najvišje zlo. In tebi kot materi krade, kako bi rekel, integriteto. In krade ti energijo, ima pošlih v 3 pičke materine. Jaz sem sicer manjkala tukaj, ko sta začela to interakcijo v pogovoru, ampak jaz bi tukaj na Center za socialno delo pritisnila z odgovornostjo. Kdo je odgovoren za dobrobit otroka? Vi ali Center za socialno delo? Ko so meni grozili, ko sem tudi zaradi cepljenja rekla, da ne dovolim več, jaz sem samo vprašala vse, ki so začeli pritiskati name, kdo bo podpisal odgovornost za vse posledice, ki bodo sledile iz tega naslova izvrševanja pritiska na vas in vašega otroka. In to osebno odgovornost. In to osebno odgovornost po 26. členu Ustave po 2. odstavku. Pustimo, a velja ali ne velja, ampak odgovornost. Vi ste njegova mama, roditeljica, on je vaš rojenec in stvarstvo vam je dalo vse pravice iz tega naslova, da za vašega otroka poskrbite. Jaz predvidevam, da so to posledice cepljenj. Ne, epilepsija. To smo obdelali. No, in če ste vi vašemu otroku pomagala, da nima več teh težav, potem ste vi svoje delo opravila. Kaj pa je naredil Center za socialno delo? Samo gobec so sukali, pa grozili so vam, naredili pa niso nič.
Saj se zavedam, tudi karmičnik, ker sem šla na, tako da je povezano tudi s karmo, ampak... Sem jaz hotel reči, ampak dobro, okej. In tudi, kako bi rekla, vem, da je otrok prišel sem, da me malo brcne, ne, in da vidim, spravi po eni strani, kako bi rekla, odpravi strah, ker jaz sem tam, ko sem bila več kot mesec pa pol z njim, sem videla cel sistem, tudi pač kako vse deluje, včasih sem bila, ja, vse oni vejo, ne, zdaj sem pa že konkretno kontra. Tudi cepljen ni bil niti enkrat, nikoli, tako da, kar se tega tiče... Je bil prezgodaj rojen? Ne. Bil je edino 2,5 kile je imel, no. Dobro. Malček manjši, Moja no. punčka je šla na moj odlan. No. Tako da, no, glede tega sem mislila, pač jaz bi mu rada pomagala, smo probali že vse živo, ampak vem, da je tudi v meni problem, no, tako da. Ja. Vse to je to. Kadar je otrok bolan, je zmeraj treba zdraviti starše. To si zapište tisti, ki pišete. Kadar je otrok bolan, je treba zdraviti starše. Zakaj? Recimo, čustva in usmerjenost mamice, njeno stanje določa razvojni ciklus otroka še v času bivanja v maternici. Se pravi, da je otrok zapečaten še preden je priplaval na ta svet ali pa prikukal na ta svet. Zapečaten z vsemi informacijami, ki so nabiti s čustvi. Naprimer, če oče in mati ne živita v harmoniji, v ljubezni, v medsebojni, kako bi povedal, ne? V medsebojnem spoštovanju in tako naprej, v prijateljstvu in tako naprej, ne? Da nista v harmoniji, ne? Vse to se odrazi na otroku. In bolj, ko otrok pride, naprimer, v puberteto, dostikrat pa že prej, izbije ven. Naprimer, če se oče pa mati nista marala, niso važni razlogi, ne? Otrok ne bo sposoben imeti zadovoljujočih odnosov z osebo nasprotnega spola. Če je mati preveč dominantna, pa je oče podrejen, naprimer, ne? Je šibkejši, ne? In ona ob tem, še po rojstvu otroka ima, naprimer, ne? Pretirano avtoritaren pristop. Poglejte naše voditelje, oziroma naše pod narekovaj. Vsi so pedri. Vsi so nagnjeni k pederastiji. Se pravi, oni ne izhajajo iz nekih družin, recimo, kjer so normalni odnosi. In zdaj, kaj ti, ne, zdaj bom pa preskočil, kaj ti kot mati lahko narediš? Pa bodi srečna. Manj skrbi, bodi zadovoljna, bodi izpolnjena, bodi najboljši prijatelj otroku. Fukni se na vse 4, naj gre na tebe, pa te vleče za uhlje. Razumeš? Ti moraš biti otroku partner. Ker mati z otrokove strani, ne glede na spol otroka, mora biti oboževana. Pol pa, ko on pride v puberteto, se pa začnejo druge stvari, ne? Hormoni, eno, drugo, tretje, četrto, pol sta pa, naprimer, mati pa hči konkurenca. Ampak še zmeraj sta najboljši prijateljci. Recimo mati pa sin, ne? Tu je najbolj potrebno pri materah paziti, da preveč ne navežejo sina nase, ker pol bo srednje spolec, neodločneč, mečkač. A ženske rabijo pokončne, alfa samce, ne take, več pa ne vem, ne. A jebi se, ne. Pa ki drkajo po računalniku od jutra do večera, ajde. Samo to je treba, te moraš biti ljubeča, svetla, dobre volje, čim manj skrbeti, ampak biti odločna. In ti otroku postavljati meje, do tu ja, do tu ne. Če ne postavljaš meja, otrok ne bo tega spoštoval, zato ker on potrebuje mejo, on izziva, on gre čez vse, kar še ti lahko preneseš, ja, krivda je tvoja, nisi postavila meje, ne. In jaz bom tu za konec še povedal to. Vzgoja otrok je najvišja oblika vsake umetnosti na zemeljski obli. In blagor staršem, ki so uspeli vzgojiti nekaj višjega od sebe.
S tem bom zaključil. Ne?